Lepo pozdravljeni. Z veseljem sporočamo, da dan, ko bomo skupaj odprli prvo pipo, po kateri bo pritekla voda, ni več tako zelo oddaljen. S temi besedami je šmarješki župan Marjan Hribar pospremil podpis sporazuma z županom škocjanske občine Jožetom Kaplerjem o skupni izvedbi vodovoda v višje ležečih predelih Vinjega Vrha. Slovesnemu podpisu, ki so se ga med drugimi udeležili člani obeh občinskih svetov, je svojo navzočnostjo in podporo načrtu dodal poseben pečat minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Poglejmo podrobnosti. Na višjih predelih Vinjega Vrha živeči občani obeh občin in lastniki zidanic so že vrsto let opozarjali na potrebo po izgradnji vodovoda. V sušnih obdobjih imajo zaradi pomanjkanja vode veliko preglavic. Ja, vodo dovažajo v sušnem obdobju 2-3 na mesec, to je tudi strošek za občino. Drugače imamo pa kapnico, pa iz žlebov nateče v Šterno in potem imamo tudi za pitno vodo. Svoj čas, nam razlaga Toni Knavs, ki vse življenje biva na Vinjem Vrhu, je bila vodooskrba še bistveno težja. Tam smo vodo črpali v to Šterno, pač po domače povedano, pa potem z vedrom ven pumpali, in to je bilo. S kapnico, torej v padavinah v namensko zgrajenih zbiralnikih prestreženo vodo, si samooskrbo zagotavljajo tudi pri Jereletovih, na najvišje ležeči kmetiji na Vinjem Vrhu. Ko vode v sušnih mesecih zmanjkajo, z avtocisterno pripeljajo gasilci. Občina to subvencionira, ampak je to problematika, da nemaš v tem času te pitne vode, da se moramo tako, pa je treba za vsak vodnjak pometi in je to kar zahtevna zadeva. Ob potrebi gasilci vodo na kmetijo običajno pripeljajo 2-krat mesečno, dodaja gospodar. Zdaj odvisno tudi od prašičev, koliko jih je, ker tudi rabijo vodo in potem se to pojača. Idejno zasnovo za vodovod Vinji Vrh Visoka Cona je novomeška komunala izdelala že pred časom. Podpis sporazuma o njegovi skupni izvedbi je prvi korak na poti uresničitve dolgoletnih želja. Mi smo že praktično obupali, smo že rekli, da v tem našem obdobju življenja ne bomo dočakali tega, in pa očitno bomo. Skrajni čas, da bi to se izpeljalo, da bi bilo tako, kot je vse posodno. Zamisel o izgradnji vodovoda v višjih predelih Vinjevrškega masiva, ki velja za eno najpomembnejših železnodobnih najdišč v Sloveniji, ni nova, a je načrt v preteklosti pomembno zaviralo 15 kvadratnih kilometrov veliko zavarovano arheološko območje. Z leta 2016 v obeh občinah sprejetim odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena so nekdaj enovito zaščiteno območje razdelili na več manjših. Vmesni prostor se je sprostil, s tem pa je umestitev infrastrukturnih objektov postala bistveno lažja. Z izjemo idejne zasnove za vodovod drugih določnejših korakov vse do nedavnega kljub temu ni bilo. Tudi mi smo pozitivno presenečen, da je to tako na hitro se pod to novo oblastjo naredilo, res to je za pozdraviti, in bi se res tudi županu zahvalil za trud. Drugače pa ne vem, kaj bi zadnji čas že, da se nekaj naredi. 30 let smo brez vode in pač enkrat moramo biti na vrsti. 272 priključkov na šmarješki in približno 100 na škocjanski strani bodo predvidoma uredili v sklopu dolga leta težko pričakovane izgradnje vodovoda, ocenjena na 1 milijon evrov. 70% naložbe oziroma sorazmerno število odjemnih mest bo financirala šmarješka, preostalo škocjanska občina. Skupno vodovodno omrežje bo se razprostiralo na 11,5 km. Se pravi vodovodnih cevi, od tega 1200 metrov v bistvu povezovalni tlačni vod iz Orešja, od koder se bo v bistvu to vodovodno omrežje tudi napajalo. Tle pa vidim še eno veliko priložnost tudi za spodbudo zidaniškemu turizmu, namreč pomembno je, da zidanica ima neoporečno pitno vodo. Pomembno je tudi to, da se sedaj končuje trafopostaja, kjer bo omogočalo tudi priključek električne energije. Tako da
to bo za ta del te občine, seveda šmarješke občine, ena velika pridobitev. Večina gradbenih posegov bo potekala v šmarješki občini, kar nekaj dela jih čaka tudi v Škocjanu. Nekako že po predhodni idejni zasnovi nekje 2 km primarnega voda in seveda vse te sekundarce, tako da govorimo o njih 4 km vse skupaj. Zanimanje lastnikov zidanic in stalnih prebivalcev za ureditev vodovodnega priključka in s tem nemoteno oskrbo s pitno vodo bo gotovo veliko, je prepričan Kapler. Namreč, ko smo že v lanskem letu vodovod vlekli od Dobruške vasi pa do družine Hočevar, tako da imajo te gospodinjstva že vodovod, se je v nadaljevanju izkazal vsaj 10, da bi se takoj priključil, vendar ta hidralika ne omogoča, seveda ta visoka cona z vodohramom pa bo omogočalo vsem, tako da verjamem, da bo iz tega naslova kar veliko priključkov. Podpisu sporazuma zdaj sledita umeščanje vodovoda v prostor in pridobivanje služnosti. Nosilci urejanja prostora so po navedbah šmarješkega župana z načrtom izgradnje vodovoda že soglašali. Ključno je soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ga že imamo. Pozitivno mnenje k projektu, ker smo projekt tudi peljali skladno s njihovimi smernicami. Služnosti morajo dati pač lastniki posameznih parcel, ker gre v bistvu hkrati tudi za uporabnike tega vodovoda, potem tukaj ne pričakujemo nekih večjih zadržkov in težav. Glavni vodi bodo pa tako ali tako šli po občinski cesti. Občini pri skupni izgradnji vodovoda računata na nepovratna evropska sredstva. Kot je o podpisu sporazuma poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, se ustavno zagotovljena pravica do zdrave pitne vode, ki mora biti primarna naloga vsake lokalne skupnosti, uresničuje prav skozi takšne projekte. Kar se Ministrstva za okolje tiče, mi načrtujemo, da bomo preko sklada oziroma preko tega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga usklajujemo z Evropsko komisijo, namenili takšnim in podobnim projektom po Sloveniji cirka 70 milijonov evrov povratnih in nepovratnih sredstev in s tem omogočili občinam, da lažje pristopijo k realizaciji še tistih preostalih projektov, ki zagotavljajo res pokritost cele Slovenije z zdravo pitno vodo. Minister ob tem dodaja, da usklajevanja z Evropsko komisijo o vsebini nacionalnega programa oziroma načrta za okrevanje in odpornost prek vladne službe za kohezijsko politiko še potekajo. Jaz verjamem, da bomo uspeli prepričati komisijo, da so to pomembni projekti, ki krepijo odpornost Evrope in seveda Slovenije pri takšnih epidemijah in podobnih kritičnih situacijah, ki se nam zdajo zgoditi. Namreč dostop do pitne vode brez prevozov in podobnih improvizacij je nujen. Zato ne dvomim, da bomo uspeli prepričati komisijo, da to potrdi. Prvi razpisi se, tako okoljski minister, obetajo jeseni. Na razpise se bojo prijavljale občine, kajti občine so tiste nosilke te gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, kajti gre za obvezno lokalno gospodarsko javno službo. Načrtujemo podporo projektom tam do višine milijon in pol, pri čemer najmanj 50% bomo sofinancirali strani države. V sklopu načrta za okrevanje in odpornost sofinancirani projekti bodo morali biti končani do leta 2023, če pojasnjuje Vizjak. Na razpis se bodo lahko prijavile občine z relativno dodelanim projektom, to se pravi pogoj bo gradbeno dovoljenje. Razpis bo odprt z raznimi faznimi odpiranji do porabe sredstev. To se pravi, kdo bo bolj pripravljen, kdo bo imel že gradbeno dovoljenje, tisti bo prej lahko pridobil sredstva in tako želimo čim prej tudi to porabiti in čim prej izvesti te projekte v naravi. Občini Škocjan in Šmarješke Toplice, ki se torej zdaj lotevata skupnega projektiranja vodovoda, načrtujeta do jeseni pridobiti gradbeno dovoljenje, sledi prijava na razpis. In kdaj lahko lastniki objektov na Vinjem Vrhu pričakujejo pitno vodo iz vodovodnega omrežja? Jaz zdaj težko rečem v dani situaciji, ker je še kar nekaj dela za postoriti do takrat, pa vendarle prej bomo začeli, prej bomo prišli do cilja. Jaz sem prepričan, da bomo glavni vod zgradili že
leta 2022. Ali nam bo uspelo v 2022 dejansko tudi pripeljati do vseh hiš te priključke, ta trenutek ne znam in ne morem pač napovedati. Veliko je še korakov treba do takrat narediti. A tisti prvi, običajno najtežji, sta občini s podpisom sporazuma zdaj že naredili. Tudi v naslednjem prispevku bomo govorili o naložbi, s katero bodo, tokrat v občini Šentjernej, dvignili kakovost bivanja svojih občanov. Že dobrih 15 let namreč zaznavajo potrebo po izgradnji doma starejših občanov, a do izvedbe naložbe ni prišlo. Tamkajšnji starostniki, ki ne morejo bivati doma, so tako nameščeni v domovih v bližnji in širši okolici. Kot kaže, bo kmalu drugače. Podjetje Senekura je bilo namreč uspešno na javnem razpisu za podelitev koncesije za institucionalno varstvo za starejše v občini. Bodoči dom starejših občanov bo dobil mesto na prijetni lokaciji v središču kraja, blizu trgovine, zdravstvenega doma in pošte. Želimo si ga že zelo dolgo, pravi Janez Kuhelj. Že takrat, ko je nastala občina Šentjernej 94. leta, je bilo že v programu takrat, da se poskuša pridobiti dovoljenje za gradnjo doma starostnikov v Šentjerneju. Mislim, da je takrat že populacija kolikor toliko bila že toliko stara oziroma in so že takrat ljudje iz naših krajev hodili v druge domove, v Novo mesto, Metlika in v Šmarješki, recimo pa še drugam. To bo velika pridobitev za kraj in predvsem za ljudi, je prepričan Kuhelj. Veliko boljše bi bilo, recimo, da bi ti ostareli ljudje ostali v domačem kraju. V domačem kraju, ker bi lahko vedno bili prisotni tudi njihovi svojci, ki bi jih obiskovali, in prijatelji, in tako pravzaprav bi obdržali te stike, če ne rečem, do zadnjega. Tudi v društvu upokojencev pozdravljajo namero za gradnjo doma. Kot pravi koordinatorka programa Starejši za starejše Minka Cvelbar, v sklopu tega prepoznavajo njihove potrebe. Namen tega programa je, da mi ugotovimo, kakšno je življenje teh starejših doma, da jim skušamo najti pomoč tistim, ki pomoč seveda potrebujejo preko raznih nevladnih organizacij. Mi, ko pridemo do tega človeka domov, prvič izpolnimo en vprašalnik, na katerem je tudi vprašanje, kaj si želite v svoji občini. Lahko rečem, da 90% ljudi, ali pa še več, se jih je izjasnilo, da želijo imeti dom starejših. Kot ocenjuje Cvelbarjeva, gre vsaj 10 starejših občanov vsako leto v različne domove. Nastanjeni so vse od Novega mesta, Orešja, Gaberja, Trebnega, Metlike, pa na drugi strani do Krškega, Brežic, Zidanega mosta, Velike Polane celo in nekateri na Hrvaškem. Ko obiskujem v domu naše starejše člane, marsikater bi šel rad v Šentjernej. Od naših Šentjernejčanov itak, pa tudi še ostali, ker veliko ljudi, ki ima to Šentjernejsko dolino zelo rad. V društvu so zato prepričani, da je gradnja doma nujna. Naš članov je okrog 640, sam članov, brez ostalih še ne. In potrebe so tudi velike. Zdaj, če bi to dom bil tukaj, potem jaz sploh ne vidim bojazni, da bi rekel, da ta dom ne bi bil zaseden. Ta dom bo, ko bo narejen, bo že itak premajhen, pa ne glede kolikšen je. Kot pojasnjuje župan Jože Simončič, je na razpis ministrstva za delo prispelo 21 ponudb. Od popolnih 18 pa je komisija izbrala tudi ponudbo družbe Senekura, ki se je prijavila z vlogo za šentjernejski dom. Sledi še podpis koncesijske pogodbe med ministrstvom in izvajalcem, potem pa se lahko prično pravzaprav aktivnosti za izgradnjo, kar pomeni odkup zemljišča, ki je že predviden, priprava projektne dokumentacije in pa sama gradnja. Časa ni več veliko, saj je razpis opredeljeval zaključek del do konca leta 2021,
glede na COVID razmere in tudi dolg proces izbire izvajalcev in lokacij, se bo najbrž ta časovni zamik zgodil, vendar mislim, da ne bo dolg. Po proučitvi potreb in povpraševanja naj bi koncesionar v 2 letih letos računa na pridobitev gradbenega dovoljenja zgradil sodoben dom s 150 posteljami, predvsem z enoposteljnimi sobami. Gre za standardni dom za današnje razmere in povsem povprečen dom tudi za prihodnje razmere. Jaz sem vesel, da bomo prišli do tega, bi rekel, običajnega doma, ki omogoča nekako višjo kakovost bivanja in življenja starejših, obenem pa tudi omogoča navezavo na zunanji svet, če mu tako rečem. Tukaj vidim še veliko priložnosti za Šentjernej, namreč moramo poskrbeti za celostno ali pa dolgotrajno oskrbo starejših, ki so izven doma. To obdobje hočemo podaljševati in tukaj vidim to sinergijo in sodelovanje in nekak center dogajanja in generator tega dogajanja v domu starejših, ki ga bomo dobili. Kakšne pa bodo predvidoma cene oskrbe? Cene so priporočene s strani ministrstva, ki je razpis izdalo. Ta cena predvideva, povprečna cena znaša 25,17 € za oskrbo 1. In glede na to, da je en izmed kriterijev točkovanja je tudi cena, se bomo držali v okvirih te cene. Nekaj sob bo na razpolago tudi za dnevno oskrbo starostnikov. Marsikdo recimo ne bo imel toliko dohodkov kot samo oseba, da bi se vzdrževal v domu skozi, ampak bodo to mogli prispevati svojci, otroci in tako naprej. No in zato bi recimo bilo cenejše, da bi lahko samo imeli dnevno varstvo in se potem šli oziroma vrnili na dom domov. Naložbenik podjetje Senekura sicer v Sloveniji upravlja s 3 domovi za ostarele. Med epidemijo koronavirusa, ki še kar traja, smo se spraševali, kdaj se bodo učenci vrnili v šolske klopi. Ko se je to vendarle zgodilo za tiste iz vzhodnega dela Slovenije v zadnjem tednu v februarju, si je večina oddahnila. Učence smo po 4 mesecih odsotnosti pospremili v šolo tudi z našo kamero. Pridružili smo se topliškim šolarjem. Ker v šolah veljajo strogi epidemiološki ukrepi, brez negativnega testa na koronavirus nismo smeli vstopiti v šolske prostore. Smo pa zato pričakali šolarje pred začetkom pouka. Najprej petošolca Jerneja. Si težko čakal spet začetek pouka? Tako. Ti je bilo všeč doma? Bolj mi je v šoli. Kaj si pa recimo najbolj pogrešal? Druženje pa učitelje. Kako je pouk potekal doma? V redu. Sedmošolca Jakob in Tadej sta po 4 mesecih težko dočakala vrnitev v šolske klopi. Kakšno je bilo to obdobje doma? Nismo se ne vem kaj veliko učili. Pa družili tudi ne. A pa zdaj drugače? Ja, upam, da ne. Da se bomo malo več učili v šoli. Ja. In družili? Ja. Naleteli smo tudi na Jakobovo sestro, ki je povedala, da so bili dnevi šolanja doma precej enolični. Vsak dan je bil isti. Vsak dan si se mogel zbuditi, najprej iti na računalnik, nikoli nisi nobenega videl, pa tako ni bilo glih v redu. Pogrešal si ta človeški dotik pa to. Otroci so vrnitev v šolo doživeli kot nov prvi šolski dan. Kot so nam zaupali, so veseli, da jim v razredu ni treba nositi zaščitnih mask, so pa obvezne v vseh skupnih prostorih. Vsi zaposleni so bili na testu negativni na koronavirus, je povedala ravnateljica Andreja Koščak. Upoštevali bomo vse v največji možni meri, prilagodili smo ukrepe naši šoli, zato da bomo zagotovili varnost in da bomo čim dlje lahko pouk opravljali na šoli. Jaz gledam optimistično. Želim si, da do večjih težav ne bi prihajalo, pripravljeni smo, projekcije imamo, sedaj pa samo veselo na pouk. Tega sicer izvajajo v matičnih učilnicah, v katerih tudi malicajo. Pri kosilu morajo šole poskrbeti za čim manj mešanja med učenci. Podaljšano bivanje za učence prvega triletja je organizirano v matičnem razredu, medtem ko so starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj otroci, če se le da, po pouku odidejo domov. Vse se odvija v mehurčkih.
tudi vsi obvezni predmeti, ki se bodo izvajali samo z delom razreda v mehurčku. Druga polovica bo imela izbirni predmet naslednji teden v drugem mehurčku. Manko v znanju se bo poznal, menita naši sogovornici iz 9. razreda. Meni se zdi, da se bo fajn. Meni se bo fajn poznal, še posebej, če greš na gimnazijo ali pa kaj, ne bo glih fajn, če boš prišel z malo znanja, ne, na tisto šolo. Pri delu nadaljavo smo se na različne načine trudili učencem posredovati čim več znanja, poudarja dolgoletna učiteljica Helena Jordan. Imeli smo kar precej število ur preko Zooma, se pravi v živo, ne, ampak sigurno se to ne da primerjati z običajnim poukom. Tudi zaradi tega, recimo, ker imamo tudi veliko pripomočkov, ki jih pri pouku uporabljamo dnevno, tukaj pa smo lahko samo pokazali nadaljavo, ne. Tudi nivo znanja recimo ni bil tako zelo visok, kot pa bi bil pri običajnem pouku, tako da učenci, recimo tisti, ki bodo šli na recimo gimnazijo, bodo morali kar na začetku precej, bi rekla, sami delati, da bodo mogoče nadoknadili določene stvari. Učenci prvega triletja pa so bili že pred počitnicami 4 dni v šoli. Počas postopoma bomo šli na te stare tirnice, dokler ni vse za nazaj pogledano, kako gre, počas z delom naprej. No. Tako da tudi naša navodila so, da nekaj časa se ne ocenjuje, da se zgolj preverja, tako da kakšen teden, dva bo še treba pogledati, kaj je treba v bistvu še enkrat narediti, če bo treba, ne. Mi bomo ocenjevali mogoče čez kakšen mesec, prej sigurno, da ne, zaradi tega, ker resnično je potrebno utrditi te stvari, ki smo jih delali nadaljavo. Preveriti treba, koliko je kdo delal. Sicer so učenci veliko oddajali v spletno učilnico, ni pa rečeno, da je bilo čisto vse njihovo delo, ne. In tako se bodo, če bodo seveda razmere to dopuščale, postopoma vračali na stare tirnice. Zadnja februarska sobota je v Mokronogu že tradicionalno rezervirana za mednarodni festival ustnih harmonik Ahte Orglice. Ker pa je v teh časih vse drugače, je bila drugačna tudi izvedba 22. festivala, ki so ga preselili na svetovni splet. To je bila edina rešitev, da ohranijo dolgoletno tradicijo festivala Orglic, sploh ker letos mineva 200 let od nastanka tega ljudskega glasbila. In prav zaradi te okrogle obletnice glasbila, ki je razlog za prireditev Ahte Orglice, so jo ustvarjalci letos morali izpeljati, ne glede na okoliščine. Zavedali smo se, da festivala letos v obliki, kot smo bili vajeni do sedaj, zaradi epidemije novega koronavirusa ne bo mogoče pripraviti, zato smo se odločili, da festivalsko dogajanje preselimo v virtualni svet in na ta način ohranimo dolgoletno tradicijo in pa uveljavljenost tega festivala. Vsaka stvar je za nekaj dobro in tudi letos pač pri tem virtualnem festivalu, ki se je moral zaradi vseh ukrepov na ta način zgoditi, je pravzaprav prispevala zadeva k temu, da imamo letos zelo pisan festival, ogromno gostov iz tujine, tako da smo jih vključili dejansko v ta virtualni koncert in upam, da so tudi poslušalci in gledalci zadovoljni. Letošnji festival je bil torej povsem drugačen kot ponavadi. Si ga je pa ogledalo precej več ljudi, kot jih sprejme dvorana upravno-kulturnega središča v Mokronogu. V navado nam je že prišlo, da zadnjo soboto v februarju pri nas igrajo Orglice. In žal mi je, da letos le virtualno. Zato toliko bolj mednarodno, bogato, z orgličarji iz Slovenije, sosednjih držav in tudi iz drugih držav Evrope, celo iz Južne Amerike. Glas o našem festivalu je šel po vsem svetu in verjamem, da je tudi idejni oče festivala, gospod Stane, zadovoljen. Odlično. Jaz mislim, da nam je zelo uspelo. Tudi odziv orgličarjev je bil presenetljiv. Glasbeniki, ki ustvarjajo z ustno harmoniko, so se na letošnji festival morali prijaviti, posneti svoje izdelke in jih poslati prirediteljem. Ti so prejeli 32 prijav, kar 15 jih je bilo iz tujine, in sicer z Hrvaške, iz Nemčije, Poljske, Rusije in celo iz Kolumbije.
Prav mlada Violeta Avila González je marsikoga navdušila. Seveda ni manjkal niti ambasador Orglic, predsednik prve slovenske vlade v samostojni Sloveniji, Lojze Peterle. Ja, vsi so bili pa svoje zanimivi. Eni potem, da so iz oddaljenih krajev, drugi pa svojih izborov za nastop. Se smo slišali vse od bluesa do ljudske pesmice pa do vrhunskega Vlada in Simone za zaključek. Vladimir Hrovat, mojster na ustni harmoniki, pa je letos pogrešal predvsem druženje pred, med in po festivalu. Se bomo, upam, drugo leto spet v živo srečali, kajti seveda tista srečanja po koncertu zlasti so zelo zanimiva, debate, marsikdo kaj novega zve, tudi komu kaj sugeriramo, kako naj izboljša svoje igranje in tako dalje. Pa smo imeli tudi seminarje, naprimer, pred koncerti, tako da seveda bomo še naprej v živo delali, ampak letos je tako in bodimo zadovoljni, da je tako, kot se je izteklo. Že tretje leto pa je zadnja sobota v februarju dan slovenskih ustnih harmonik, malega inštrumenta, ki bi si po mnenju prirediteljev zaslužil večjo prepoznavnost. Glavni cilji festivala so približati to malo glasbilo širšemu občinstvu, pokazati oziroma predstaviti znane, že uveljavljene, pa tudi manj znane in neuveljavljene izvajalce tega inštrumenta. Prav tako s festivalom želimo dvigniti raven igranja in pa seveda utreti pot temu malemu glasbilu v izobraževalni sistem oziroma v slovenske glasbene šole. Zaradi tega festivala rad rečem, da so orglice v Mokronogu našle svoj dom. Pri nas se spoznavajo orgličari z različnih koncev Slovenije in iz tujine. Orglice, ali kot jim rečejo naši prijatelji iz Hrvaške, Organič, so krive tudi za pobratenje z istrsko občino Gračišče. Glasba združuje in naš festival to dokazuje. Vsi pa si želijo, da bi 23. festival Ahte Orglice znova potekal kot v prejšnjih letih. Lepo je ohranjati glasbeno izročilo in s tem prijetnim zvenom ljudske glasbe smo prišli tudi do konca tokratne oddaje. Z novimi zanimivimi vsebinami bomo z vami vnovič čez 2 tedna. Do takrat ostanite zdravi in optimistični. Lep pozdrav!